Zbudil se je v zaporu. Rešetke je iz jekla, neudobna postelja, ki je smrdela po plesti. Bilo je skorajda kakor v filmu. Nekaj trenutkov je zaman iskal telefon, potem pa se mu je posvetilo, da so mu ga skorajda gotovo zaplenili. Dvignil se je. V glavi mu je začelo zvoniti. Kljub temu se je poskušal zravnati. Odsvetujem, ga je ogovoril nekdo izven njegovega vidnega polja, ki je bilo prav neprijetno majhno. Omotičen boš vsaj še nekaj ur. Če boš poskušal vstati, boš pristal na nosu. Ni ga poslušal. Kljub nasvetu, ali pa predvsem zaradi njega, je nadaljeval s poizkusom. Šele, ko je ležal na trdih, mrzlih tleh, z utripajočo bolečino v nosu, si je priznal, da bi moral upoštevati nasvet sotrpina, ki se je v svojih kletki veselo hahljal. Prvič vsakdo poizkuša. Simon je obrnil obraz proti smeri, kjer je sumil, da je izvor zvoka. Ko so se mu oči zbistrile, je zagledal mišičastega, v črte oblečenega, dolgolasega in naščepirjenega moža. Na obrazu je imel narisan zloben nasmešek, kakor da se mu že leta ne bi zgodilo nič zabavnejšega. Lahko mi rečeš J. Simon, je skozi suhe ustnice iztisnil Simon.